Arheološka podoba Dolenjske. Muzeji so varuhi zgodovinskega spomina. So kot stari očetje, ki potomcem pripovedujejo o svetu, kakršen je bil nekoč. Preteklost se v muzeju spremeni v zgodovino in človek se zave svojih korenin. Na tisoče majhnih in velikih dogodkov je oblikovalo človekovo zgodovino in njega samega. Na nekatere dogodke je lahko vplival, na nekatere ne. Nekaterih se spominja, mnoge je zakrila tema preteklosti. A vseeno, človek ve, da je zgodovinsko bitje. In če ve, kaj se je zgodilo, potem ve, zakaj je podoba njegovega sveta takšna, kot je. Dolenjski muzej se predstavlja. Slovenija leži na jugovzhodnem delu Srednje Evrope. Tu so se že v davnini križale pomembne trgovske in vojaške poti. V železni dobi je tudi čez današnjo Slovenijo vodila jantarna pot, po kateri so trgovci povezovali obale Baltika in Sredozemlja. Trgovske poti s severom in zahodom so bile že utrjene. Rimski imperij pa je na Dolenjskem še bolj utrdil cestne povezave proti vzhodu, proti Grčiji, Skitiji in Perziji. Danes je Novo mesto dolenjska prestolnica ter eno izmed pomembnih gospodarskih in kulturnih središč Slovenije. Več tisočletno zgodovino Dolenjske razgrinja arheološka podoba v Dolenjskem muzeju v Novem mestu. Zgodovina arheoloških izkopavanj. O bogati in zelo stari poselitvi Dolenjske in Novega mesta pričajo prve arheološke najdbe s Kolodvorske ceste leta 1890, o čemer je obširno poročalo tudi takratno časopisje. Še bolj odmevna pa je bila novomeška razstava teh najdb, ki jo je pripravil muzejski preparator Ferdinand Šulc, in to prvič izven muzejskih prostorov. Tudi izkopavanja na Beletovem vrtu leta 1902 so razkrila bogate rimske in keltske najdbe, ki so jih odnesli bodisi v deželni muzej v Ljubljano ali na Dunaj. Za mnoga arheološka najdišča je vedel tudi starinokop Jernej Pečnik. Že od leta 1883 sodelavec Dragutina Dežmana, kustosa Kranjskega deželnega muzeja iz Ljubljane. Pečnik je skoraj 3 desetletja kopal na večini pomembnejših dolenjskih arheoloških najdišč, kot za njim pred Prvo svetovno vojno grofica Mecklenburška, ki je kopala zlasti v Stični in na Magdalenski gori. Leta 1973 je začel arheolog Tone Knez sistematično raziskovati in izkopavati na lokacijah Beletov vrt, Marof, Kandija in Kapiteljska njiva. Na bogatem Beletovem vrtu je izkopavanja vodil tudi Danilo Breščak. Pod kasnejšim vodstvom Danila Breščaka in Boruta Križa je novomeška arheološka lokacija zasijala v polnem sijaju ter ob Stični, Magdalenski gori, Vačah in drugih pomembnih krajih dvignila dolenjsko železno dobo na evropski nivo. Dolenjska je najpomembnejša pokrajina starejše železne dobe v jugovzhodni Evropi. Kamena doba. Tudi na Dolenjskem je bil pračlovek prisoten vse od starejše kamene dobe naprej.
Kamnite najdbe so bile številne, zlasti pri Beli cerkvi. Bogata z najdbami je bila tudi mlajša paleolitska postojanka Lukenska jama blizu Novega mesta. Večja poselitev je izpričana v eneolitiku, ko se na plodnih dolenjskih ravnicah naselijo prvi poljedelci in živinorejci, gojijo predvsem drobnico, torej ovce in koze, a pri delu še vedno uporabljajo kamnita orodja. Dragocena priča starejšega paleolitika je klina z Ruperč vrha. Glajene kamnite sekire so najbolj prepoznavno orodje mlajše kamene dobe na Dolenjskem, a prvi metalurgi so že na poti. Kovinska obdobja, baker in bron. Ljudje bakrene dobe ali eneolitika so naselili Dolenjsko verjetno že v prvi polovici 4. tisočletja pred našim štetjem. Ljudje bakrene dobe so prebivali tudi v Lukenski jami pri Prečni. V tem času je zacvetela keramika. Nekateri izdelki so naravnost veličastni, predvsem po velikosti. Človek se je takrat že stalno naseljeval in poleg drobnice gojil ječmen, pridelke pa shranjeval v keramične posode. A poleg stalne naselitve in poljedelstva je kovinsko orodje in orožje, bakreni izdelki, začelo temeljito spreminjati njegovo življenje. Uporaba bronastih izdelkov v 3. tisočletju pred našim štetjem je odprla pot razcvetu takratnih skupnosti. Čeprav so istočasno še naprej uporabljali tudi kamnita orodja in orožja, je človek vse bolj uporabljal bronaste izdelke. To izpričuje tudi zakladna najdba z Gorenjega Suhadola. Bronaste ženske zapestnice so znak prestiža, sponke očalarke dobivajo umetelne oblike, tkavci izdelujejo nove uteži, ogrlice iz steklenih jagod postanejo razkošne po obliki in barvi. Bronasti oklep iz 7. stoletja, izkopan v novomeški Kandiji, je izjemen primerek bronastega predmeta iz naslednjega kovinskega obdobja, iz časa starejše železne dobe. Starejša železna doba. Z uvedbo kovin se začenja vzpon dolenjskega ljudstva, ki si je odprlo vrata na vse trgovske poti tistega časa. V 9. in 8. stoletju pred našim štetjem so že dodobra spoznali metalurške spretnosti pridobivanja železa in se s svojimi izdelki vključili v širok prostor situlske umetnosti, ki se je na zahodu razprostirala čez vso Patsko nižino severne Italije, tja do Bolonije in severnih Apeninov. V svet ornamentike so dolenjske situle, sicer še vedno narejene iz brona, vnesle realistično figuraliko narave in tedanje družbe. Na Dolenjskem so našli toliko situl, da Novo mesto upravičeno imenujemo mesto situl. Tudi mnoge druge najdbe so bogate in povedne, a železova ruda limonit je bila tista, ki je omogočila metalurgom razcvet kovaštva in trgovine. Železni izdelki so postali vir blagostanja, zacvetela je tudi keramična obrt. Mnogoštevilni lončeni predmeti, predvsem seveda posodje, so dobivali različne oblike, velikosti in okrasje.
Ženski grobovi, ki jih je veliko tudi na Kapiteljski njivi v Novem mestu, so polni bogatega okrasja. Barvne steklene ogrlice so skoraj v vsakem ženskem grobu. Bronaste fibule so bile del vsakdanje oblačilne kulture. Jantar je prihajal s severa in krasil oprsje halštatske premožnejše gospe. Bronasto okrasje je bilo še vedno v modi, a že v 6. stoletju je najbolj imeniten postal zlat nakit. Moški grobovi so arheologom razkrivali svojo zgodbo. Tedanji halštatski veljaki in knezi so bili oboroženi z bronastim obrambnim orožjem, čelado, oklepom, ščitom ter železnim napadalnim orožjem, sekiro in sulico. Bojevnike so pokopali z orožjem vred, kneze tudi s konjem. Visoke gomile, tumuli, pristični, zgovorno pričajo o številnih pokopih tedanjih halštatskih prebivalcev Dolenjske. Kapiteljska njiva nad Novim mestom je izjemno bogato pokopališče starejše in mlajše železne dobe. Že prva izkopavanja gomil na Dolenjskem v 19. stoletju so razkrila izjemno veliko steklenega nakita. V posamezni gomili, ki jih je na Dolenjskem preko 1000, je bilo povprečno najdeno 10 do 20 tisoč steklenih jagod. Samo v enem grobu na Kapiteljski njivi so našteli okrog 2000 steklenih, lepo obarvanih jagod, kar nedvomno govori o lastni steklarski industriji, saj je osnovne surovine, kremenčevega peska, tu v izobilju. A nad bogato halštatsko družbo Dolenjske so se že zgrinjali temni oblaki. V 3. stoletju pred našim štetjem tu zavladajo bojeviti Kelti. Mlajša železna doba ali Kelti na Dolenjskem. Grobne najdbe na Kapiteljski njivi pričajo, da so novi zavojevalci, keltski tauriski, domačine samo keltizirali, vse orožje iz grobov je deformirano. Pokojnika so sežgali in pokopali na planem grobišču skupaj z orožjem in pridatki. Staroselci so živeli naprej. Tauriski so jim prinesli lončarsko vreteno, izboljšave v kovaštvu ter stilizirano okrasje. Keramično posodje ima drugačno okrasje. Prvič se na kantarosu pojavi človeški obraz, vse več keramičnega posodja ima značilnosti mlajše železne dobe ali latena. Najpomembnejša novost v kovaštvu in orožarstvu pa je dolg dvorezen meč, ki je Keltom omogočal vojaško premoč. Zelo prepoznavna postane keltska ornamentika z rastlinskimi vzorci, keltsko orožje iz dobrega jekla je vse bolj učinkovito tudi proti prihajajočim Rimljanom. Tudi oblačilno okrasje, fibule, sponke za oblačila, nosi keltski pečat, še konjska oprema je prepoznavna. Novi stil ne gre mimo nakita, barvne steklene zapestnice so imenitne, spretni pa so tudi v izdelavi srebrnega in zlatega nakita, prstanov na primer. A nad Kelti leta 35 pred našim štetjem zagospodari Rimljan. Rimsko obdobje.
Rimski vojak je ob koncu 1. stoletja pred našim štetjem zakorakal tudi na Dolenjsko. Številni vojaški izvidniki so dodobra prečesali pokrajino in spoznali vse poti, naselja in utrdbe staroselcev. Rimljani so z dolenjskimi tauriski najprej sklenili trgovski in potem mirovni sporazum, zatem pa so si jih tudi vojaško podredili. Dolenjska je prešla v okvir province Pannonia Superior, Rimljani pa so gradili vojaške tabore in naselja. Postali so prebivalci Dolenjske, staroselci pa so se s časoma romanizirali. Bronasti Herkul iz Trebnjega kot da simbolizira to oblast. Rimljani so uvedli nove bogove, a staroselskih niso zavrgli do nastopa krščanstva. Grobni pridatki razkrivajo tudi novi motivi fibul. Številni stekleni izdelki pa kažejo na domačo proizvodnjo ter import. To čašo so trgovci prinesli iz Grčije, napis pa vzklika na zdravje. Keramično posodje je bilo različnega izvora. Zelo cenjeno, pa tudi drago, je bilo posodje iz fine gline terre sigillate. Oljenke so bile tudi domače proizvodnje. Rimljani so tudi na Dolenjskem uvedli davke, vojaško službo, pisavo, denar in nov način gradnje hiš s centralno kurjavo in vodovodom. Grobišča so stala izven naselja, grobni pridatki pričajo o sežigu pokojnika do 4. stoletja našega štetja. Vero v posmrtno življenje je prevzelo tudi krščanstvo, ki je uvedlo nov skeletni pokop. A tudi tu se je rimski imperij že sesuval pod kopiti novih bojevnikov na konju. Prihajali so s severa in vzhoda. Pozna antika. Številne državljanske vojne med vojaškimi poveljniki so v 5. stoletju dokončno izčrpale rimski imperij. Prebivalci so se skušali rešiti. Bojevita ljudstva severne in vzhodne Evrope, ki so jih Rimljani poskušali podjarmiti, so udarila nazaj. Dokončala so vojaški in družbeni propad zahodnega rimskega cesarstva. V tem negotovem času so prebivalci pred vsakovrstnimi plenilci bežali v gozdove, na težko dostopna mesta in tam ustanavljali prebivališča, refugije. Ljudje so v tistih časih negotovosti živeli sila skromno, saj je bila nevarna vsaka trgovska pot na večje razdalje. Uporabne predmete za preživetje so skrbno varovali, še okrasni nakit ima patino časa. Misionarji oznanjajo ljudem rimsko državno vero, krščanstvo. Pokojnika zagrebejo v zemljo. Še stoletja so ljudje bežali pred novimi in novimi osvajalci, dokler se čas ni iztekel v nepremični zgodnji srednji vek. Restavratorske delavnice. Grad Grm v Novem mestu je kraj, kjer oživljajo arheološke najdbe.
Danes sodobni muzej ne more več dihati preteklosti brez restavratorjev. Oni vdahnejo izkopanim predmetom dušo in prepoznavnost. Restavrator je kot stvarnik, ki je iz gline ustvaril človeka. Iz neštetih koščkov razbitega vrča, ki so ga prekrila stoletja, tisočletja, sestavi podobo, v kateri so predniki nosili vodo, hrano, svoje preživetje. Mnoge steklene jagode so ponovno zasijale kot nekdanje ogrlice. Kovinske najdbe pa so še bolj utrujene kot keramika. To pa zaradi izredno kisle zemlje, ki prekriva arheološka najdišča. Nekatere najdbe so zelo zmaličene. Tedaj se v Dolenjskem muzeju odločijo, da najdbo pošljejo kolegom v slavite in svetovno renomirane restavratorske delavnice Rimsko-germanskega centralnega muzeja v nemškem Mainzu. Nadaljevanje izkopavanj. Arheologi in restavratorji Dolenjskega muzeja iz Novega mesta bodo razkrili in obudili še mnoge predmete, ki jih zakriva ruša. Ostanke daljnih kultur preteklosti in sledi človeka bodo skrbno prenesli v sedanjost in jih ohranili za prihodnost. Da vemo, od kod smo, kdo smo in kam gremo. Da zvemo vsaj malo tistega, kar zakriva tančica časa. To večno uganko človekove minljivosti in nepotešene radovednosti.